Zdaj bom povedala še, kako se bo nadaljeval današnji zajtrk, se pravi ekipa filma Inferno, ekipa filma, pravzaprav dva producenta filma Barbari, koprodukcije, potem pa moja kolegica Katja Čičigoj vodi pogovore z ekipami filmov Premiki v obljubljene dežele, pa potem kratki filmi, film Davorina Marca, Oklepaj, ampak po mojem, ker je grafičen, ne vem, če sem prav rekla, Vsak pravi pesnik, Seveda te ljubim, Fuck you, Buskar in pa Koja roža pa Fekolog. To je torej današnji scenosled. Zdaj pa ekipa filma Inferno, živjo. Čestitke za film najprej. Z mano sta, pa bomo šli kar tukaj od začetka, po vrsti, mlada igralca Lara Volavšek in pa Marko Bukvič. To je producentka filma Eva Rorman, scenarist in režiser Vinko Möderndorfer in pa še drugi del igralske zasedbe Marko Mandić, Medeja Novak in pa Renato Jenček. Dobrodošli. Ne, ampak drugi del kot tukaj, v tele zasedbe. Ker smo začeli z najmlajšima, ampak tudi one dva sta v srednja. Vinko Möderndorfer je en zelo plodovit ustvarjalec, si pesnik, režiraš v gledališču, na televiziji, v operi in pa tudi na filmu. To je tvoj tretji celovečerni kinematografski film. Prejšnja dva sta bila zelo uspešna tudi na festivalih in pa v mednarodnem prostoru. Inferno je naslov tudi enega od delov božanske komedije, kar vidimo tudi, da se neposredno nanaša na to po prvem citatu v filmu. Bi rekla, da se nanaša na božansko komedijo tudi potem, da obravnava aktualne politične razmere današnjega časa. Kaj pa še? A si tudi v strukturi, v zgodbi še naprej imel kakšne reference, se naslanjal na božansko komedijo? Ja, pozdravljeni. Ja, kar se tiče božanske komedije. Na začetku sem imel namen pravzaprav se bolj nasloniti, še bolj nasloniti na to literarno delo, ampak potem je z vsako predelavo scenarija sem se pravzaprav od tega oddaljeval. Ampak neka struktura je ostala, ja, dramaturška struktura je ostala, tako da če človek pozna božansko komedijo oziroma Pekov, ta tretji del, pol nekako najbrž bi lahko zasledil, da tudi v našem filmu je 9 krogov pekla, skratka, vedno naš junak se pravzaprav vedno nižje spušča. Ampak ni to bistveno, no? To je bila pravzaprav neka pomoč, pa hkrati tudi neka stilna oznaka dramaturgije, bi rekel, no? Tako nekako bolje meni pomagala, pa neka atmosfera je ista, tudi zadnji krog pekla se dogaja pravzaprav v snegu in ledu, ne? Kjer so izdajalci potopljeni v ne večni ogenj, ampak večni mraz, ne, kar je zanimivo. In tudi pri nas se mi zdi, da je to izdajstvo, oče kljub vsemu je prisiljen izdati od svoje otroka, ker jih pač mora oddati. In to je neko hudo izdajstvo. Tako da take asociacije so, niso nujne za ogled filma, nikakor tisti, ki pač ne pozna ali pa ne pozna tako natančen Pekla Dantejevega, lahko komot ta film gleda z drugimi očmi. Ni šlo, enostavno, nekaj časa sem celo imel namen, da bi film razdelil na kroge, ja, da bi nekako to bilo bolj označeno, ampak vse to bi bilo pravzaprav pretirano, preveč enostavno, ne, tako da kljub vsemu je to neka sodobna zgodba, tisti, ki pa vidi v njej neke literarne asociacije, je pa to boljšno, se mi zdi, ne, to je pravzaprav vse, ja. Pri prejšnjih dveh filmih, Predmestje in pa Pokrajina številka 2, se mi zdi, da si nekako šel v filmske žanre. Se mi zdi, da po mojem mnenju sta oba neke vrste trilerja, prvi mogoče psihološki, drugi politični, rečemo temu.
Tukaj pa se mi ne zdi, da bi se prav obračal v celoti filma na nek filmski žanr. Kaj ti poveš o tem? Ja, jaz mislim, da danes pravzaprav ni več čistih žanrov, ne. Se te žanri prepletajo že dolgo časa, saj se mi zdi zadnjih 25 let filmske zgodovine, se te žanri niso več tako čisti, tako da se v dramo upletajo tudi žanr kriminalke in srhljivke. Skratka, mislim, da danes pravzaprav čistih žanrov ni, tako da jaz tudi smatram, da je Inferno ima elemente žanra, brez dvoma, ne. In to čisto zavestno, namenoma, nič se nisem ženiral, ne, recimo, kaj te štirje pomočniki od našega tajkuna, to so, v bistvu je to neka skoraj žanrska slika in tako naprej. Se mi zdi, da je to na nek način oplemeniti film. Mislim, da je to žanr, no. Rečemo mu, da je to nek poseben nov žanr, ki se mu reče socialna drama žanr, ne vem. Ja, tako nekako ne, ampak nisem se posebej, nikakor se nisem posebej s tem ukvarjal, bolj smo se ukvarjali s tem pol kasneje, tudi v postprodukciji, z montažo, v montaži, ker pač imaš material in ga takrat dobi pač film svojo končno obliko. Tam je bila bolj, ali je pravzaprav v neko bolj običajno dramaturgijo, ne, ali pravzaprav namenoma delati neke stranske veje, neke napake v dramaturgiji, zato da bi našli neko novo dramaturgijo, ne. Tako nekako se mi zdi, da pravzaprav se sodobni film danes bolj s tem ukvarja, kako razbiti neke dramaturške klišeje, ne, da se mora končati vedno film odprto, pomirjeno. Mi smo prav namenoma pravzaprav poskušali najti nekaj novega. Redko kdaj se zgodi, da se ljubezenski prizor pojavi na začetku filma. To je pravzaprav neobičajno, ne. V našem filmu je to nujno, zato da se pokaže, kako pravzaprav imata samo ljubezen, nič drugega. Elektriko sem odklopil, ampak imata se pa rada, ne. Ali pa recimo na koncu, redko kdaj v filmu je to, da bi se pojavil nek nov lik z nekim ozadjem nekega življenja, čist na koncu, ne. To se mi je zdelo, skratka, bolj smo se ukvarjali s tem, kako iznajti neko novo, samo svojo dramaturško linijo, ki je neobičajna, ki je izvirna, ki je nekaj novega in pa ki hkrati dopolni in naredi to sliko tega filma boljšo, no. Če ostaneva, recimo, če se vrneva k žanrom ali pa nekim oblikam, se mi zdi, da film je v bistvu nek socialni realizem v zgodbi, v sporočilu, v načinu, kako obravnava stvari, pa tudi po neki vizualni podobi, ampak spet, vizualna podoba se pa potem v nekih prizorih, scenografijah, pa tudi likih, a ne, spremeni v kaj drugega, ni več realistično, ne. In recimo prav liki se mi zdi zanimivo, da glavni liki so zelo realistična in njihov, kaj predstavljajo in tudi njihova igra, vse. Potem imaš pa recimo lik Šugmana, ki se mi zdi pa tako rekoč pamfletističen, a ne, ta, a veš, s tem gnusnim nasmeškom, tak mastanogaben kapitalist skozi ima nekaj odzadaj, ki prikriva in tako naprej. Ali pa lik Sebata Kavace, ki je tako diaboličen, s tem sladkim glasom, zapeljivim. Kako si to, si o tem razmišljal? Ja, to je bil princip, ne, da se začne z naturalizmom, realizmom pravzaprav, ne, in da potem daljša, ko je ta pot v pekel, bolj pravzaprav postajajo to neke alegorične slike, ampak seveda nismo hoteli to pretirano. Vem, da sem ogromno gledal Bruegla pa ne, te slike, ne da bi to se preneslo v film, sploh ne, ampak da bi na nek način nekje v ozadju trepetala ta atmosfera nekih čudnih podob pekla ali pa tega temnega dela življenja. No, seveda, isto je to z liki, seveda jasno, glavni junaki morajo pravzaprav ostati, če hočemo, ker se poistovetimo z njimi, imajo to realistično linijo, brez dvoma, ne. Ostalih pa mogoče malo manj, ja, točen Sebo je tak tip, ne. Vedno se pojavlja tam nekih hodnikih, podzemeljskih hodnikih bolnišnice in že to pravzaprav mu naredi njegov lik malo skrivnosten in tako naprej. In seveda na drugi strani seveda Šugman, ki tudi seveda se mi zdi, da se začne popolnoma realistično in seveda v tem
končnem obračunu, bi rekel, v tej pisarni kapitalističnega pekla, ne, seveda zgubi ta sekvenca nek realističen verizem, ne, nenadoma tudi montaža je malo drugačna, nenadoma se pojavi tako, nenadoma delamo neke okrešave, ki njegov lik naredijo potem na nek način bolj demonski ali pa da dobi še neko drugo metaforo. To je bilo seveda jasno za vse narejeno zavestno. Tudi proti koncu filma so te podobe vedno bolj alegorične, vedno bolj podobe, ne glede na to, da seveda glavni igralec ne zgubi te realistične niti, ne. Ja, tako tudi v likovnem smislu je to več ali manj naš Duško Mojster odlično naredil, ne, tako da je pravzaprav edina barva je ta sekvenca, ki je tudi najdaljša sekvenca med Šugmanom in Mandićem, to je ta v pisarni, ne. Tam je edina izrazita barva scenografije, ne, ta rdeča, vse ostalo je izprano, ampak nismo to izpranost naredili v postprodukciji, to je že scenograf naredil. Tudi kostumi so izprani, pravzaprav skoraj bolj proti črno-belem grejo, ne, in sam tam je v tistem jedru, v tisti pisarni, ki je tudi v časovnem smislu najdaljša scena, tudi tam je nek tak poseben akcent. Ja, tako da več ali manj v tem smislu je šel razmislek od vsega začetka, je bil pač to namen, ne. Če smo pri likih, bi mogoče vprašala tukajle igralce, pa bi začela Medeja. Tvoj lik gre od začetka pač do tvojega konca čez same težke prizore, težke situacije. Vsaka hoja, ki jo narediš, ni samo sprehod, ampak je težko. Kaj je bilo pa tebi kot igralki najtežji, največji izziv pri celem filmu, pri pripravah, mogoče pri izvedbi? Najtežje. Moram reči, da smo se dobivali na vajah in smo se dosti pogovarjali. In mislim, da sva se z Vinkotom te pogovori so bili ključni. Zato, ker nekako sva se zedinila v tej ideji, da dejansko njo dobimo v čist zadnji tretjini njenega življenja, ne. In da moram, se mi zdi, oddelati tisto, kar mora on čez cel film, ne. Vedela, mislim, pač približno sva šla v isto smer, vedela sva, da mora biti močno, pa da mora biti v kratkem času, pač čas mora biti vse. Mislim, da je Vinko že to po scenariju zelo vseeno jasno napisano in je tako čisto mislim, lahko si jo zagrabil, ker pač čisto izčiščeno je, no, bilo. In po mojem je kar on, no, dosti v resnici pomagal. Tako da pač najtežje je bilo to, ker je bilo treba res tam narediti pol vse. Če ne bi imela teh pogovorov prej, pač ne vem, če bi... Pol se je dalo, no, to. Ja, tvoj lik tudi ne pove veliko z besedami, verbalno, ampak bolj je, bolj stanje. Pač zadnja tretjina, mislim, glih tako sem nemočna, ampak na koncu se bori, ne. Glih tako se bori. Ne vem, kaj mi je bilo najtežje. Pač nabito je bilo, ne, nabito je bilo. Emotivno je bilo nabito. Samo to. Tudi Marko, ne, tvoja vloga, ko sva prej govorila z Vinkotom o realističnih likih, ne, se mi zdi, glavni lik je izjemno realističen, je, kot mu rečejo, večkrat nesposoben, ampak v resnici nesposoben se vključiti v
te vrste sistem, ki je zelo, zelo čudno funkcionira. Ampak glih se mi zdi, no, da je ta lik izjemno življenjski, a ne, je prijeten pa zopren, pa ga ne razumeš, pa ga razumeš. Kako si sestavil to? Ker res imaš od ene popolne miline do histerije, do nekih zelo veliko imaš za narediti v filmu. Kako ste to sestavili? Ja, to, kar je rekla Medeja, jaz mislim, da je skoraj vse to upisano v samem scenariju, in ko smo začeli z Vinkotom se pripravljati na film in sistematično šli od začetka do konca, smo se okoli vsake situacije, prizora in seveda pol tudi teh pojavnih oblik naših likov dogovorili, kaj in kako bi naj to bilo. Mislim, seveda, zdaj v drugo pol sodelovati z Vinkotom, še toliko bolj razumeš vse te podtone, pa to, kaj kje hočemo, in se mi zdi za neke vrste tako vlogo, kjer si skoraj skozi prisoten, pa greš čez marsikaj, v ta pekel se spuščaš, vse te labirinte, je zelo dober, pač, ker se ne snema kronološko, vedeti, aha, kje hočemo, kakšne vrste čustvo, kakšne vrste izbruh, napad, kako recimo potem reagira po smrti žene Sonje, in tudi v bistvu določiti, na kakšne načine se vse bori, od vseh teh, pol, ne vem, razne tehnike uporablja za to, da bi se ali uni kelnerci, mislim, ne kelnerci, tisti razdeljevalki hrane tam, kjer kri daje na krvodajalski akciji priliznu, seveda pa recimo kot igralec reče, čakaj, ampak če sem toliko tam v pizdi, da rečem čisto tako, pa prej, a pol zdaj štima to, da je zdaj tam njej ful z nekim nasmeškom, ampak glih te stvari se mi zdi, da se je dobro dogovoriti in v bistvu jih pregovoriti, zato da potem ti kot igralec na samem snemanju nisi obremenjen od tega, ja, čak, jaz bi pa to, ne vem, se mi zdi, da moram Tako da se mi zdi, da ravno ta, na nek način, pol, ko fragmentarno snemaš, je super, da je že v sami zgodbi, mislim, v sami liniji lika že prej nekako splanirana, da lahko potem to, ne vem, nekako, ja, da je pa ima tematika in seveda, določene stvari se potem tudi tam zgodijo trenutno, spontano, nisem to čisto nemški disciplinirani sistem, kjer Ne, samo da veš, v kaj greš, ne? Ja. To in pa recimo to, kar smo pa prej govorili, meni se zdi, da to je na nek način, seveda je socialna drama in ortorealizem, ki pa se mi zdi, mislim, da je vse to delano na tem, da mora biti organsko, ampak se mi zdi, da to gre čez do tega, da postane tragedija. In zato je to treba, mislim, priterati stvar še globlje, v še hujšo stvar, v še hujšo preizkušnjo. Mislim, se mi zdi, da šele tle lahko stopimo na polje božanske komedije oziroma kar tragedije. Tako. Ja, Renato Jenček pa igra enega izmed likov, ali pa mogoče edini lik, razen glavnega lika, ki nekako, glavni lik se v bistvu bolj bori za to, da sploh lahko preživi, je okupiran s tem, da sploh najde za usta nekaj. Medtem ko Renato igraš nekoga, ki pa v resnici verjame, da se bo nekaj lahko naredil in spremenil. Mislim, da si edini lik, ki to verjame in to živi in to tudi dela pač do te tragedije, ki se zgodi. Ja, Vladimir je sindikalni zaupnik, ki verjame v idejo, ne. Normalno je, da ne vem, Eva je predstavila z besedami to željo po propadu enega sistema. Ta seveda se bori in se zaveda, da rabi ta čas določeno kritično maso, da se karkoli spremeni, ne. Z Vinkom smo se pogovarjali o naivnosti tega lika, ne. Koliko zavestno v bistvu sprejema te stvari, koliko dejansko je tukaj ene prostodušne vire v prihodnost, ki naj bi se spremenila.
Jaz mislim, da ena slutnja je, ne, pri tem liku, to sem želel jaz tudi pripeljati noter. Zraven je pa seveda tudi zavedanje današnjega trenutka. Se pravi, res ni orožja, ki bi v tem trenutku spremenil situacijo. Ni sile, ki bi dejansko lahko potolkla ta gnili kapitalizem, ki enostavno ima vse vzvode v svojih rokah. Ne. In tudi nima ničesar, s čimer bi prijatelju lahko pomagal. Ne. To je največja groza. Druga groza pa seveda je to njegovo privatno življenje, ki je šlo skozi. Recimo, meni so izjemno všeč ti suspenziji, ki jih Vinko dela skozi filme. Ta suspenz v tem vedenju, recimo, prijatelja, zakaj se je napil, kdo ga je napil, a je sploh kdaj izvedel, da to ni bila izdaja, ne, ampak da je bilo to nasilje. In precej takih stvari, ki se seveda pol približujejo že spet tem prispodobam iz recimo Danteja, ne, ki so bliže. Mislim, da je ogromno teh stvari, ki ostanejo, jaz upam tudi gledalcem, v razmislek. Ne. Ene stvari so dejansko zamolčane, ene stvari so odprte. Koliko je prihodnosti, koliko je ni, za Vladimirja v tem trenutku seveda ne, ker ni tega orožja, ni kritične mase. Ne. Ampak mislim, da več kot bo naših junakov na svetu, bližje smo spremembam. Ne. Ne prav pri likih, jaz bi rada omenila, ker se mi zdi pomembno, recimo lik Jane Zupančič. Ne. Ona ni slaba, ne, ampak naredi stvar, ki jo človek naredi, ne, in zajebe. Tako. In tudi pač tvoj lik, Renato, ne, ima to preteklost, ki je bila težko in to. In sem prav razmišljala med tem prizorom, ki je pijan, ne, ki je tako, kako se reče, da pijanost je najlažje igrati, ne. Tukaj gre pa za eno pijanost, ki je tako, da najdem besedo, ki ni grda, ki je tako težka, mračna, ja, mučna, mislim. Ja, največja groza je, ker je blokiran v tistem najpomembnejšem trenutku, je blokiran, da bi sploh izrazil svoje pomisleke oziroma stvari, ki jih je izvedel. Kar je pa še večja groza, je seveda, da so vse te stvari, s katerimi se on hoče boriti, v bistvu popolnoma legitimno speljane strani direktorja. Se pravi, vse to, kar je on mislil, da je v bistvu nelegitimno oziroma ne vem, kršitev enih zakonov, ne, je v bistvu legitimno. In to je največja tragedija, se mi zdi. Ne. To država seveda dopušča. In to je ta naš čas. Ne. No, in v tem je seveda tudi naivnost in neznanje, ne, tega našega sindikalca, ki ga je čas na nek način seveda povozil. Ne. Potem imamo tukaj še dva igralca, ki sta zelo v osrednjih vlogah. Skozi cel film se pojavljata Marko in Lara. Jaz vam moram čestitati, ker izjemno dobro odigrata v filmu, res. Veliko filmov gledam, tako da vem. Pa me zanima, kako sta bila tako sproščena. No, najprej me zanima, če sta snemala že kakšen film prej, ali je to prvi? Jaz sem že samo enemu. A pa si tudi igrala, si imela kakšnega brata pa sestro v filmu? Enega brata. Aha. Kaj pa ti? Jaz sem prvič snemal ta film, pa sem imel eno sestro. Kako vam je pa bilo na snemanju, ki je skozi treba, a ne veš, kdaj se bo začel delati, ampak veš pa, kaj moraš reči? Pa me zanima, a ste z Vinkotom vadili, ali ste na snemanju bolj se zmenili, kako boste naredili? Bolj zmenili, ko pa povadili. Kaj pa ti? Oboje. Oboje? Ja. Pa vam...
Pa veliko enega časa tako preživite v enih, a veš, poslah stisnjena, tako, a je bilo kaj naporno to? Ne, Pa sneg, pa mraz, tudi ne. ne. Ne, bolj. So lepo za vaju skrbeli filmarji, ja? A vam je bilo tudi zabavno, pa luštno? Ja, Ja, A film sta videla zdaj, kaj je narejen? malo ja že. Nekaj, kakšen se vama pa zdi? Ne, niste videla celega filma, videla ste svoje sekvence. Aha, aha. Mislim, In- oziroma neko verzijo Inferna za otroke. Ja. Kakšna se pa zdita sama sebi, ko sta gledala film? Kje je drugačna? A, drugačen, se ne počutiš ti? Tako malo. Ma, ne, vidiš, da je tvoj obraz, pa nisi ti. A ne? Kaj pa ti? Si Enako. všeč? Ne. Ne. No, nam pa si. Zelo. Super sta res v filmu, tako da čestitke, velike. Jaz sem pozabila že na začetku povabiti seveda vse prisotne, če bi kdo kaj vprašal, pa bi kar na temle mestu zdajle vas vprašala. Bi kdo kaj vprašal? Kakšno vprašanje iz publike? Prosim. Lik te matere, ne, ki jo vidimo v bistvu tako, mislim, ne vidimo nobenega prizora z otroki. A to je bilo nalašta, mislim, zvezan z možem, da v bistvu mož vedno bil z otroki, pa bila ona nekako tako odmaknjena. Mislim, ko ponavadi je predstavljen ta materinski čut, ne, to se pa sprašujemo, da se odmane. Ja, ne, to je, o tem smo zelo veliko govorili, ja. A ne? Ona je v nekem posebnem psihičnem stanju že pravzaprav zelo drugačna. Kar se mi je zdelo, kaj vem, ko sem študiral ta material, ne, ko sem pač gledal, se mi je zdelo, da je to nekako, da je ta obup dosti tipičen, no, kadar, ne, da ženske na drugačen način reagirajo na take situacije. To me je zdaj pravzaprav dokaz bil ta Dardenov film, ki ga zdaj gledamo, ki je ta, a če ste gledali, kak je že naslov? Ja, film, kjer se pojavi tudi ena družina z otroci, zelo podobna zgodba, podoben problem, kar me pravzaprav veseli, in hkrati tudi žalosti, da živimo v takem svetu, ampak vidim, da filmarji reagirajo na te zgodbe. No, tam je takšna mama na zelo podobnem psihičnem stanju, zelo na pomirilih, na ponižana, skratka, zelo podobno, ne. Čeprav za naš film začne tam, kjer se njihov konča, ne. To brez dvoma. Tako nekako smo se pogovarjali o tem, on prevzame to, kot moški, ne, on prevzame to voljo, energijo, da bi spelo zadeve drugače, ona je v nekem drugem psihičnem stanju, no, tako nekako. In tukaj ni toliko prostora več za, v bistvu se že poslavlja, ne, in takrat pravzaprav ni več toliko prostora za otroke. Saj smo tam pri zadnjem prizoru, ko pridejo deložatorji butat na vrata, ne, tam je seveda več, predvsem za sinom, manj za hčerko, nekako je to razdeljen, ne. Drugače pa ja, on skrbi za vse, ne. V eni posebni situaciji je tudi lažje, da hodi v službo, zato ker je to, da ne bi bil na moški ponos na nek način ranjen, ne. Kaj vem, s tem filmom smo se zelo veliko pogovarjali, no, tako nekako. Ampak se mi zdi, da je to dosti logično, dosti stereotipno tudi, kar se tiče realne situacije. Se mi zdi, da se te funkcije v življenju potem na ta način razdelijo, ne, kadar pride do ene take hude družinske krize v tem socialnem smislu. Ja, to. Ja, v bistvu samo 3 dni, koliko časa, mislim, koliko dni mine, kar mi njo vidimo, pa dokler umre. Ja, vas film časovno, takrat, 3 ko smo dni. gledali, mislim, da se to zgodi vse v nekih 5 dneh, ne, 3, No. 5 dni, zdaj sem že pozabil. Ja, skratka, 7, no, skratka, zelo enem takem, zelo zgoščenem časovnem obdobju, mislim, par noči, pa par dnevov in je že konc, ne. To se je potem mogoče
na začetku, ko smo delali razdelavo, pa ko smo se o tem pogovarjali, bilo seveda to pomembno. Ampak pol seveda v montaži, ko film dobi celotno podobo, nenadoma to ni več tako pomembno. Ampak ja, ta čas, kar mi gledamo to družino, je zelo gost, ne, zelo kratek. Ne. Še kakšno vprašanje, morda, prosim. Vrsta na Zavodu za poslovanje je zelo angleška, disciplinirana, spoštljiva in tako dalje. To bo svet okrog nas na zahodu in na vzhodu najbrž malo težko razumeti. Tam se pač priložnostni delavci v takih situacijah poiščejo prostor in se tam zbirajo. In tam tudi pridejo povpraševalci za temi deli. Tako da mislim, da bo tu malo torej, moč birokracije pa dobro pokaže. Ne? To je ena stvar. Druga pa, bolj mimogrede, podnapisi bi že imeli večje črte. Ja, hvala. Jaz sem hodil tja na ta Zavod za zaposlovanje. Enkrat sem prišel noter in me je bilo fasciniralo predvsem to, da je bila ta dvorana polna, sicer ni bilo vrste, zato ker to vrsto smo si pač zmislili, ne, ker stojijo pač drugače, tako kot ste vi rekel. Ne. Bilo je polno ljudi, ampak bila je totalna tišina, kar je bilo srhljivo. Ne. Ljudje se niso med sabo pogovarjali, niso se pogovarjali. No. Kot čista tišina in se predstavljate, da ste v nekem prostoru, ker je toliko ljudi kot zdaj, ki se ne poznajo, ki ne stojijo tako frontalno in da so čistih. In to je bilo meni grozljivo, se mi je zdelo. Ne. Se pravi, da je bil nek prisoten, nek sram, neko ponižanje, nek obup, ne, in tako naprej. Ta atmosfera mi je bila bistvena, da vrsto smo si pozmislili, ampak to mislim, da ni noben problem. Ne. Tako, tam drugače potekajo zadeve, tudi ta pisarna je v drugem nadstropju, tu smo pač nekaj pogolfali. Jaz sem želel ustvariti to atmosfero, ki sem jo zdaj opisal. Ne. To se mi je pa zelo pomembno. Ogromna množica ljudi, ki negibno gleda kakor da so sami v te sezname nekih služb in ni služb za njih. Tako nekako se mi zdi, vsak zase zavit v nek svoj balon sramu, obupa, ne, in tako naprej. To se mi je zelo pomembno. Dobro, vrsta, ne vem, moram reči, da je situacija ni adekvatna, kakršna je tam, ne, tam je to drugače. Pa mislim, da to se mi ne zdi problemno. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Jaz bi drugače vprašala, tukaj so vključeni tudi resnični protesti. Velikokrat se zgodi pri filmu, da ko imaš neko idejo ali pa scenarij, da preteče toliko časa, da neke aktualnosti ne more ujeti film, pa je treba reinscenirati. Tukaj ste pa ujeli, kako se vam je to posrečilo? Ali je bilo slučajno, je bilo že prej v scenariju, pa ste mislili inscenirati, pa je pol bila lih med snemanjem? Ja, bilo je že v scenariju ta scena, to se mi je zdelo, da je pomembno, čeprav naš junak ni politično angažiran, ne razmišlja, ima v glavi čist nekaj drugega. Ne. Tudi na te proteste ne gre zaradi protestov, nisem pripričan, če ve, kaj se tam dogaja, ampak gre zaradi socialne mreže, zaradi prijatelja, zato ker morajo otroci nekam jeti, ker ne smejo jeti v vrtec. Ker čist drugi so, mislim, da je to jasen. Bili so protesti, ampak jaz sem bil pripričan, da jih bomo to malo zrežirali, da jih bomo pogolfali, ne? Da bo kamere malo nižji, da se ne bo videli, da ni toliko ljudi in tako naprej. Potem se pa, niso se mi zdeli tako v samem scenariju, niso imeli takšnega ključnega. Ne? Z razvojem se mi je pa zdelo, da je pa mogoče fino, ker so se dogajali protesti tudi prej, ampak prej so se dogajali, da eni so bili pozimi, če se spomnite, je bilo neverjetno, ko so prišli iz cele Evrope, sneg je bil in jaz sem pol v pripravah smo gledali te posnetke dokumentarne in tiste je bilo res fino, ne, tako si imel občutek, da je iz cele solidarnosti, iz cele Evrope prišla. Nenadoma je potem ta zgodba tega našega junaka za temi otroci na nekih protestih, kjer je cela Evropa, dobi pravzaprav ta njihova zgodba dobi druge razsežnosti, evropske razsežnosti, ne, ni samo te stiske niso samo v Sloveniji, ampak so v Evropi in so verjetno tudi hujše, ne, in tako naprej. Ne. Tako da je potem sem začel razmišljati, da bi to mogoče
bolj pokazali, ne, da bi kombinirali z temi dokumentarnimi posnetki. Potem so pa seveda prišle in je seveda se Eva, produkcija se je spomnila, da bi pravzaprav te proteste, ki so se takrat napovedovali, ampak to niso tisti, ki so pol kasneje prišli, ki so vrgli v Mariboru in v Ljubljani vlado, so bili drugi protesti, da bi pravzaprav izkoristili te množice, da bi bila ta zadeva še bolj prepričljiva. In to smo pol tudi naredili. Ni bilo tako enostavno, jaz sem se bal tega snemanja, to je postaviti igralca ali dva igralca med množico, to je hitro zelo zgubiš kontrolo, ne? Ta množica valuje absolutno nekontrolirano, tako da smo bili zelo pripravljeni na to. Mandiča smo obdali, pa je Renata z 100 našimi statisti, tako da smo kljub vsemu malo obvladali situacijo in se mi zdi, da smo dobili nek material, ki je to atmosfero dokumentaristično vrgel pravzaprav na cel film. Ne? In to je v bistvu dobro, ne? To se mi zdi, da je dobro naredil temu filmu. Ja. Malo smo imeli seveda tudi sreče, da se je vse tako fino iztepelo, malo smo imeli tudi smole, ker ni bilo glih takrat snega. Ne? Jaz sem si želel, da bi cel film bil v eni taki snežni atmosferi, ampak pol na koncu smo to za mojstri iz Makedonije, ki so delali te specialne efekte, popravili, kolikor se le da. Ampak na koncu to niti ni bistveno. Danes ni bistveno. Gledalce enostavno v teh zadevah ne sprašuje, ne? Verjame in hoče verjeti. Važna je ta naracija in prepričljivo zgodbe, če tu štima, pa če se v enem kadru sonce sije, pa v drugem snežine. Tako nekako ni to toliko bistvenega. Postanejo te zadeve bolj znak. Ja, tako nekako je to prišlo. In mislim, da sem zadovoljen. No? Se mi zdi, da je naredil te dokumentarni posnetki, so naredili dobro. To me zanima, a vi ste bili že med snemanjem, a ste bili v pripravah, se mi zdi? Ne. Te demonstracije so bile v bistvu, mi smo bili s sindikati Semoličevimi dogovorjeni že prej, mi smo jim najavili par let naprej. Takrat, ko je bil ko je bil scenarij prijavljen na filmski center, smo šli že kar do njih, pa smo jih obvestili, ne, da mi nameravamo ta film snemati, pa da če bojo oni slučajno organizirali kakšno demonstracijo, če nas lahko obvestijo, da se mi malo pripravimo. Ampak potem smo mi mogli v bistvu se na filmski center 3-krat prijavljati, da smo dobili sredstva, tako da so že oni malo obupali, da bomo mi ta film sploh začeli snemati. Ne. Ampak ko smo pa končno dobili denar, smo jim pa spet javili, da mi smo zdaj res pa v snemanju, ne, in da v primeru, če bojo kaj organizirali, da nas obvestijo. In pa je bilo čisto slučajno, mi smo bili takrat še v pripravah, to so bile demonstracije, ki so potekale v Ljubljani novembra, 17. novembra, se mi zdi, ali 19. In takrat smo mi šele ravno dobro izbrali otroke. Vinko je imel že izbrane seveda vse glavne vloge. In ko smo zvedeli, da se zdaj to napoveduje, ne, to smo bili in smo mogli potem v enem mesecu v bistvu čist do konca narediti cast, določiti kostum, masko, vse. In to smo mogli narediti novembra, ne, in seveda tudi zvaditi, ne, in to je bila kar orang. In tudi logistično je bilo, tukaj nam je pol pomagala tudi Univerza v Ljubljani, da nam je dovolila, da snemamo iz njihovih oken, pa tudi sindikati so nam seveda potem dovolili, ker uraden organizator je bila Konfederacija sindikatov javnega sektorja, tako da smo z njimi imeli to vse lepo usklajeno. Drugače smo pa film potem začeli snemati šele januarja 19. Ker smo mogli počakati, da je Mandič v Drami še zvadil do konca Hamleta, imel premiero in počakati smo mogli še 10 dni po premieri, da so se glavne predstave odvile, ponovitve, tako da potem 19. januarja je bil pa res štart. In to je bila zima, ki je imela ogromno snega, ne. To je bila zima s snegom, ki se je začel en teden pred snemanjem in končala se je konec marca. Naše snemanje se je končalo pa 17. marca, ne. Tako da se nam je to sicer super išlo, pa tudi ni res, da smo imeli problem s tem soncem, ki je bil na demonstracijah. Ti si pozabil, ampak v scenariju je to edini sončen dan. Tako da, mislim, vreme se obnaša po scenariju. No, očitno
Jaz veliko pozabim, ne, ampak vse je prav tako. Ker zdaj sem se spomnil, da je bilo res tako, ja. Ampak jaz imam v svoji glavi, imam čisto en drug film. Ampak to je znak, da je ta film v rokah imel dober producent, ne, da ni obremenjeval z vsemi problemi režiserja, kar je idealno. Še kakšno vprašanje morda? Prosim. Ja, točno to, kar ste rekli, ne. Saj ziher je tle tudi so kakšne. Saj, ne, sigurno je, ne. Če ne, pa tam takoj za vogalom. To je stvarnost, ne. Pravzaprav je kompletno našo življenje pokrito s temi raznimi varnostnimi kamerami in tako naprej, ne. In to, bohe kam, to nekako gre. Zdaj, ali je za tem nek sistem? Verjetno je, ja. Predvsem kapitalističen, tržen, lahko tudi političen. Zdaj sem slišal, da lahko seveda nam jemljajo dol iz naših mobitelov slike razne te obveščevalne organizacije, da lahko preko naših mobitelov zelo snemajo, ne da bi mi vedeli, ne. Tudi kadar jih imamo v žepu. Skratka, na nek način je to stvarnost, ne, ki služi ne vem čemu. Verjetno potrošništvu, verjetno tudi obveščanju, verjetno državi, nečemu nevidnemu, ne. Nečemu nevidnemu, ampak to je prav srhljivo, kako pravzaprav ne moreš čez center Ljubljane jeti, ne da bi te kamere ujele, ne. In kako se to da vse rekonstruirati in bohe, kje se ti podatki zbirajo in tako naprej, ne. To je bilo. Zdaj, ali tukaj sigurno ni za tem skrit neka kritika nekega konkretnega političnega sistema, ne. Ker mislim, da tudi ta konkreten politični sistem v naši državi nekdo kontrolira in tisti, ki kontrolira, ga nekdo kontrolira, pojma nimamo, kako to gre, ampak to je en tak srhljiv svet pravzaprav, ne, ker ni več intime, ne. Naš junak se seveda pol ne znese nad parlamentom, ne vrže kamen v parlament, ne, ker ni toliko političen, ker ima res druge probleme. Probleme z vrtcem, probleme z otroci, s preživetjem, za hude stvari, ne. Ampak intuitivno se pa zaveda tega Orwellovskega sveta, te kontrole, se zaveda, zato tudi njegova. Poleg tega, kdo so te politiki, pridejo drugi, pa druge zvolimo, pa so isti, ne. V koga češ zdaj kamen vršiti, ko je pa naslednji isti, ne. Verjetno v sam sistem, ki smo ga pa spet mi ustvarili, ne. Tako nekako, pa še bi lahko govoril tako, ampak tudi namenoma nisem te stvari zapiral, ampak točno to, kar ste me vprašali, ste tudi sami že odgovorili. Jaz mislim, da je to. In da je ta pravzaprav sistem nadzorovanja, ki smo ga sami ustvarili, ki ne vemo več, komu služi in čemu služi, ne, ma nikomu že, da je pravzaprav srhljivno. To. Še kakšno vprašanje morda? Eva, jaz imam eno vprašanje. Film je začel redno distribucijo v Ljubljani predvčerajšnjem. Kaj pa se še obeta temu filmu? Katera pot? Pa še glede na prejšnja filma od Vinkota, ki sta zelo veliko potovala, veliko sta obredla sta svet. Kaj vse ti lahko narediš za film in a so tudi v kakšni kulturni politiki, kakšni mehanizmi, ki filmu slovenskemu pri tem pomagajo? No, jaz mislim, da lahko zdaj že povemo, ker ni skrivnost, ker smo mogli nekaj časa čuvati. Film bo imel mednarodno premiero v Busanu, to je največji festival v Aziji, ki ga letno obišče čez 200,000 gledalcev, tako ena taka Ljubljana pride na njega. Tako da štartamo tam v oktobru. Kakšna bo njegova pot naprej, še ne vem, oziroma ne vemo. Jaz mislim, da pač festivalska bo. Mednarodna, pri tem trenutno, ko si že vprašala, ne, pri tej mednarodni promociji nam tukaj pomaga Slovenski filmski center in njegova vodja Nerina Kocijančič, ki jo vidim tudi tamle v zadnji. Tako da, kar se pa tiče slovenske distribucije, pa tako, kot si povedala, predvčerajšnjem je šel film na spored rednih kinematografov. Tako da mislim, da je že kar v večini mestih v Sloveniji na sporedu. V
približno pol leta bo pa tudi se zvrstil na filmskih platnih držav koproducentk, ker ta film je namreč nastal v koprodukciji Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Srbije, tako da bo tudi šel v reden kinematografski spored v teh državah naših koproducentov. Ker bomo potem pri filmu Varvari tudi govorili o koprodukcijah, me čist malo nas tudi čas baše, pa mogoče na hitro zanima, se pravi, te države in kateri deli produkcije ali pa so prihajali iz posamičnih držav. Vem, ko je prej omenil Makedonijo, postprodukcijo slike ali efekte. Ja, tako, če gremo čez Hrvaška, DOP pa montažer, Makedonci CGI, Srbija zvok, sodelovanje, ne. Pa v glavnem kritje postprodukcijskih stroškov, ker so vsi prišli v bistvu k filmu zraven, ko je bil film že posnet. Tako da tudi nismo mogli jih kaj dosti prej vključiti. Ampak je bilo super, ker sicer ga ne bi do konca naredili, no. Tako da smo pač porabili lahko potem za postprodukcijo. Pa je ponavadi tako, da v bistvu je boljš imeti izdelek že narejen, da lažje dobiš koproducente ali... Ne, obratno. Aha. Okay. Še kakšno vprašanje morda? Drugače bi se zahvalila ekipi filma Inferno, hvala za ta zanimiv pogovor. Mi bomo nadaljevali s filmom Varvari, čez par minut ena pavzica za dihati.